Dober večer in dobrodošli nazaj na Parabellum. Kaj se dogaja med Ukrajino in Madžarsko? Zato smo tukaj, kaj ne? Da to razložim. Izvedemo rekonstrukcijo dogodkov, da začnemo na polno. Hvala Redfishu, komunistični ribi, za komentar. Dogajanje med Združenimi državami, Izraelom in Iranom je prevzelo življenje vseh nas in pritegnilo pozornost. Če ste opazili, naslov prenosa ni naključen, je zelo namerno izbran. Daleč od oči, daleč od srca. Nekateri bodo poznali pesem Endriga. Ker je v tem trenutku vojna v Ukrajini zagotovo daleč od oči, daleč od srca. Vsaj za večino ljudi, ki živijo normalno življenje. Tako ne morejo posvetiti veliko pozornosti vsem krizam, ki trenutno poteka na tem planetu. Vedno zato, ker Trump ne bi spreminjal stvari, ki jih ni treba. Torej pridemo do vprašanja. Madžarska, Ukrajina. Vse to se seveda nanaša na to, kar se je zgodilo v prejšnjih letih glede zaprtja plinovoda, ki poteka skozi Ukrajino, pa tudi na dogodke v precej nedavni preteklosti. Nekaj dni pred dogodki na Bližnjem vzhodu, torej 28. februarja med 23 in 24, so Ukrajinci, če se spomnite ali ste morda spregledali, saj smo bili zaposleni z vojno v Iranu, so napadli praktično črpališče Družba, ki je črpališče v Rusiji, ki je namenjeno prav za prečrpavanje. Te dobave plina, če se prav spomnim, potekajo skozi Ukrajino in predvsem prihajajo na Madžarsko. To vprašanje je predmet dolgotrajnih sporov že od začetka vojne, kar vsi veste. To so klasična stališča Orbana glede vojne. Zelo blizu Putinu. Vsaj kar zadeva nacionalistični diskurs, interese. In zato je vedno želel, da se ta zadeva ponovno odpre, da bi znižali cene plina v korist Madžarske. Prisoten je zanimiv podtekst, o katerem se malo govori. Sam pa sem gledal različne dokumentarce in OSINT analize. Medtem so to še druge slike, vedno Družba 1, ki, kot lahko vidite, ne vem, če še vedno gori v tem trenutku, ampak več dni, kot lahko vidite, je bila v slabem stanju. To je glavni vzrok spora. Ne vem, če so jo Ukrajinci res zadeli. Težavo z Orbanom izpostaviti kot nesmiselno prositi za ponovno aktivacijo, ker je poškodovana. Seveda se je ta razprava zelo razširila v trenutku, ko je izbruhnil kaos na Bližnjem vzhodu. Tako zelo, da sta tako Fico kot Orban začela sta dajati izjave, da je Zelenski namerno uničil družbo, in Fico se ne moti, ker Ukrajinci je niso zadeli po nesreči. Pri tem ima popolnoma prav. Ampak zato, da bi prekinil povezavo med Madžarsko in njenimi zahtevami. Zanimivo je, da bo moral Orban aprila iti na volitve, za katere vsi napovedujejo, da jih bo izgubil. Vse ankete kažejo, da ima njegova stranka okoli 38 do 39%, njegov nasprotnik pa manj. Peter Madžar ali Madžar? Povejte mi vi, kakšna je izgovorjava v madžarščini? Peter Madžar. Zelo dobro se sliši za Madžarsko, recimo, da je lepo ime za kandidata. Poleg tega je bil tudi član iste stranke. Pravijo, da ima 50%, torej je razlika zelo velika. Zanimivo je, da je Orban poskušal to doseči prek Ukrajine in ponovnega odprtja, prek ponovnega odprtja plinovoda, da bi znižal domače cene. Zaradi seveda potem prodaje z vidika volitev, glejte, znižal sem vam cene, nekaj takega. Torej, recimo, da se Zelenski, Ukrajinci in Orban ne marajo,
Orban je tudi težil glede določenih manjšin na območju Zakarpatske. Skratka, zelo se trudi, da bi nagajal. Takoj po napadu, ki so ga izvedli Ukrajinci na črpališče Družba 1, je bil v Ukrajini kombi, ki je vseboval, če se ne motim, 24 kilogramov zlata in še drugo gotovino v vrednosti okoli 80 do 90 milijonov dolarjev, ustavljen na Madžarskem in zasežen s strani Madžarov. Če se ne motim, je bila iz švicarsko-avstrijske banke. Najkrajša pot je bila seveda Švica, Avstrija, Madžarska, Ukrajina. Trenutno poteka spor, izrečene so bile zelo težke besede, kot pravilno pravi Winter. In praktično so Madžari zasegli so ta denar z nekimi bedastimi izgovori, ker je bil denar vzet iz banke, šel je tja in tako naprej, celo ljudi so zaprli. Nekaj ukrajinskih vojakov v kombiju so v zadnjih dneh izpustili, vendar so jih zasegli. Vse to, dokler ne odprejo tega prekletega Družba, kar je zanimivo in bomo videli, da je zelo povezano, ker se ukvarjamo v narekovajih z volitvami na Madžarskem, ne glede na to, da jih zelo podpirajo Rusi. Kot sem vam rekel, obstaja majhna zgodba, ki jo je treba povedati, v kateri imajo Rusi nekakšen način, da vstopijo v Evropo preko Madžarske, na olajšan način. Se pravi, imajo dogovor in tako naprej. Obstajajo cela naselja na Madžarskem, kjer so si Rusi, kot bi rekli na severu Italije, z določeno lahkoto praktično ustvarili vasi, ki so povsem ruske. Tja hodijo, kupujejo nepremičnine in hiše, živijo skupaj, kar je nekakšen univerzalni ključ, podoben Cipru in drugim krajem. Kot pravilno omenjate v klepetu, torej obstaja dober odnos med Madžarsko in Rusijo. Ni naključje, da je sistem, ki ga je vzpostavil Orban, zelo podoben sistemu ruskih oligarhov. Poglejte si vse dokumentarce o uporabi vašega denarja, evropskega denarja. Praktično polovica državnih aparatov, televizije in tako naprej pri Orbanu so sorodniki. Žena, bratranec, prijatelj, vse je ena velika družina, recimo. Ima vilo z zebrama, ne spomnim se, žirafe hodijo naokoli, skratka, take stvari. Je mini Putin, vendar ga financira Evropa. Torej, to korupcijo poskuša skriti pred Peterjem Magyarjem in ni tako, da bi bil Peter Magyar. Prebral sem mnenja think tankov in političnih analitikov, nisem pa nacionalist. Tudi Peter Magyar ima precej nacionalistična stališča glede Madžarske, vendar je zagotovo bolj odprt za, recimo, posredovanje z Evropo. Vendar ni posebej podpirajoč ukrajinskih vprašanj, recimo, da se trudi o tem ne govoriti. Skuša se izogniti takšnim temam. Zanimivo je torej videti, da je Orban začel voditi volilno kampanjo proti njemu, ker praktično objavlja ogromno plakatov o Magyarju in jih objavlja skupaj z njim. Zelenski na eni strani in von der Leyen na drugi. Če ga boste volili, bo dal denar Ukrajini. Tudi Kiev Independent omenja Peterja Magyarja in ukrajinski problem. Orbanova ideja, ki je v tem trenutku precej obupana glede na razliko v glasovih, je, da predstavi Peterja Magyarja kot nekoga, ki bo poslal veliko pomoči Ukrajini. In tako dalje, kot poročajo tudi ukrajinski časopisi, je Peter Magyar hodil po tanki črti, obljubljal konstruktivne odnose, a tudi kritiziral. Ob tem ostajajo puščice predsednika Zelenskega proti Orbanu ter želja države po hitrem vstopu v Evropska unija. Tudi Magyar je suverenist. Torej, ni proti vstopu Ukrajine v Evropsko unijo, kot je Orban, ampak je za počasen vstop, recimo. In vseeno tudi on izpostavlja vprašanje zakarpatske Ukrajine in njihovih manjšin.
Zanimivo bo videti, kako se bo ta tekma razpletla, ker poteka aprila. In kot vemo, ima evropski sistem že dovolj peska v svojem mehanizmu. In glede na to, kdo bo ostal ali prišel, bi to lahko vplivalo na številne odločitve. Povedal sem vam, zanimivo je opazovati protukrajinsko retoriko, ki jo Orban uporablja v madžarščini, saj nima veliko povedati o svojem političnem nasprotniku. Zato ga skuša povezati z von der Leyen, ki pa ni priljubljena niti pri nas. In zato dela te plakate, ker je na samem plakatu napisano: če volite njih, bodo oni problem. To je, kot da bi Meloni ali kdo drug v Italiji, namesto da bi vodila kampanjo o problemih Italije, ne vem, če volite Meloni, volite tudi Zelenskega, von der Leyen in Schleinovo. In začne delati take plakate. Je malo čudo, da Orban, recimo v govor svojega nasprotnika, vpleta odnose z Ukrajino. Tudi zato, ker Madžarska praktično ni dala ničesar v smislu vojaške pomoči. Bila je zunaj, zato ni jasno, zakaj je to pomembno. To je družba. In kot lahko vidite, poteka ta linija, da bi bilo jasno, skozi Madžarsko. Torej, to je jabolko spora v tej zgodbi. To so plakati z volitev med vrelci, je v enem izmed člankov, so zanimivi, morda ga celo najdem na hitro. Madžar, Orban. Plakat volilni, nekaj takega. In najdeš te čudne plakate, ki zdaj prikrivajo skoraj celo, recimo, celo madžarsko prestolnico. So po vseh mestih, lahko jih vidite. Vedno je kandidat Madžar v sredini, na levi je Zelenski, na desni pa von der Leyen. To so plakati, vidite, Zelenskega, Madžarja in von der Leyen, ki mečejo denar v zlato stranišče. To je ta nivo, tako pač je. To so volilni plakati, ki jih objavlja Orbanova stranka. Gre za velik boj, skratka, Raven je zelo nizek, recimo si, precej nizek. Prejdimo na bolj zanimive stvari. Veliko bomo govorili o tem, koliko je vojna v Ukrajini prizadeta zaradi vojne v Iranu. Naslov ni naključen, izbran je prav zaradi teh vprašanj. Obstaja 4 ali 5 temeljnih vprašanj, ki se nanašajo na strateške posledice za Ukrajino. Če želite, sem vam priložil obsežen članek, kjer so te stvari izjemno natančno in podrobno opisane z veliko viri. Na to bomo pripravili kratek povzetek. Ampak recimo, da je največji problem za Ukrajince ta, da je trenutno vojna v Iranu zagotovo središče pozornosti svetovne javnosti. Obstajajo še druge točke, seveda ta zadeva z Orbanom in plinom ter to nasprotovanje z Ukrajino. S to krizo se bo vse skupaj še zaostrilo, ker so zahteve v tem smislu še bolj nujne, se bo pritisk še povečal. Na srečo je zima recimo končana in to smo vsaj nekako preživeli. Malo manj sreče imamo z bencinom. 5 točk, ki skupaj predstavljajo res velik problem glede vojne v Ukrajini. Mislim, da ste vsi opazili medijski vidik. O tem se skoraj ne govori. Deloma zato, ker se na fronti skoraj nič ne dogaja, o tem bomo govorili v drugem delu prenosa v živo, in deloma zato, ker seveda poteza Trumpa in Netanjahuja priteguje zanimanje za globalno krizo. 5 točk, torej težišče, vsi se ukvarjajo s krizo na Bližnjem vzhodu. Druga točka. Kot smo videli, vse zalivske monarhije zahtevajo protiletalske sisteme. In večina jih je ameriških, Saudska Arabija jih ima ameriške, Kuvajt jih ima ameriške, Katar jih ima ameriške.
radarski in protiletalski sistemi kot PAC-2 in tako dalje. Torej, razumete, da je v takšni globalni situaciji problem v čem? Obstaja izjemno veliko povpraševanje in konkurenca za ameriške obrambne orožne sisteme, predvsem za Patriote. In ker so Patrioti že zelo iskani za Ukrajino in jih niso dobili veliko. Spomnite se lukenj tudi v zimskih mesecih z vidika obrambe. Razumeli boste, da če je povpraševanje iz Tajvana, iz vseh zalivskih držav in tako dalje, bo morala Ukrajina tekmovati z mnogimi drugimi državami, tudi glede tega vprašanja. Še zgodba o tomahawkih. Spomnite se, Ukrajina že 1 leto poskuša dobiti tomahawk od Američanov. Vsi najnovejši članki, tudi v Financial Timesu in drugje, govorijo o tem, da so Američani v teh 2 tednih porabili okoli 12 milijard za strelivo, med katerimi je veliko tomahawkov. Torej, če so bile že prej možnosti Ukrajincev, da dobijo tomahawke, izjemno majhne, so zdaj s to zgodbo praktično nične. Ker so morali celo Američani sami vložiti nujne zahteve za proizvodnjo tomahawkov pri proizvajalcih. Prav zato, ker se zaloge zmanjšujejo, je to še ena težava. Upi glede tomahawka v Ukrajini še dodatno izginjajo, medtem ko Združene države Amerike porabljajo zaloge v Iranu. Zdaj ne. Pustite novinarje, tudi ukrajinske, ki se ukvarjajo z vojno. Ampak zaloge se vseeno ne izčrpajo, sicer to ne bi bile zaloge. Zaloge ne morejo pasti pod določeno raven. Recimo tisti, ki so lahko porabili in zdaj porabljajo. Prišli bomo tudi do šahedov, prišli bomo tudi do dronov, ker je tudi to vprašanje. Torej, kot vidimo, tomahawki v tem smislu niso problem, ker jih zagotovo ne bodo imeli. Prej je bilo to vprašanje oddaljeno, zdaj pa nemogoče. Druga pomembna zadeva, kot smo rekli, je vprašanje obrambnih sistemov. Torej, Ukrajinci kako poskušajo ponovno vstopiti v razpravo in poskrbeti, da se omenjajo. Takoj ste videli Zelenskega, ki je prosil, ponujal svoje strokovnjake o vojni z droni, predvsem Američanom. Čeprav danes Trump tega ni ravno zanikal, je pa izrekel eno frazo v smislu, ne potrebujemo tega, smo največji strokovnjaki in tako naprej. Drugače pa je glede vprašanja Savdske Arabije in drugih, zdi se, da vedno več držav iz zaliva zahteva strokovnjake in protidronske sisteme od predvsem Aramco, ki je, če se ne motim, veliko naftno podjetje iz Savdske Arabije, je v pogajanjih za nakup protidronskih dronov in drugih obrambnih sistemov. Ampak skupaj z njimi je še več drugih držav. Torej, recimo Ukrajina skuša na ta način vstopiti v razpravo o vojni. Mi vam zagotovimo te sisteme in morda bodo dobili posojila ali podporo. Kakorkoli, Savdska Arabija je bila med tistimi državami, ki so bolj kot druge pomagale Ukrajini. Zadeva z droni je nekoliko drugačna, saj so Rusi že leta nazaj vzpostavili lastno proizvodnjo dronov, ki izhajajo iz šahedov. Vsi ti različni gerani in podobno. Tako tudi uničenje proizvodnih obratov v Iranu verjetno ne bo bistveno zmanjšalo ruske uporabe dronov. Ker so zdaj popolnoma samozadostni. Še ena točka, ki je po mojem mnenju pravzaprav ključna in ima največji pomen. Od vseh teh stvari tukaj je dejstvo, da Rusija ekonomsko pridobiva od te vojne. Kljub temu, da ima zaveznika, ki je že 2 tedna bombardiran. Zagotovo imajo Rusi z ekonomskega vidika veliko za pridobiti. Upoštevajte, da je bilo tako že pred tem, kar se je zgodilo. Cena za sodček je bila 59.
praktično najnižja raven od poletja 2000, od 2020. Zdaj so presegli $100 za soček, najvišje po poletju 2022. Praktično po ruski mobilizaciji, torej v glavnem med krizo prvega leta ruske invazije, tako je, za Rusijo ta skok cen pravi dar z neba. Ogromen dar z neba. Predvsem zato, ker se hkrati, kot je povedal Sergej Vakulenko, višji član Carnegievega ruskega evrazijskega centra, vlada sooča s težkimi odločitvami. Moral je zmanjšati izdatke, zvišati davke in celo razmisliti o določenem zmanjšanju vojaških izdatkov. Tako so mislili Rusi, vsaj do februarja. Vakulenko je dodal, da končati vojne v Ukrajini ni bila možnost, a je postajalo jasno, da bo Rusija morala tudi tu nekoliko varčevati. Izrael in Združene države sta napadla Iran, kar je povzročilo, da je konflikt postal regionalna vojna. Plovba skozi Hormuško žino se je ustavila, kar je povzročilo skok cen nafte. Moskva je prejela to darilo, je povedal Vladimir Milov, nekdanji namestnik ministra za energijo, ki je postal kritik Kremlja v izgnanstvu. Zdaj so imeli svojo rešilno bilko. V teh dneh so ruski uradniki zelo, zelo srečni, kljub temu, kar se dogaja. In tako naprej. Če to ni bilo dovolj, je Trump dodal še recimo češnjo na torto in je praktično najprej je odstranil sankcije Rusiji glede prodaje proti Indiji. In zdaj, glede na svetovno krizo, je skupina G7 začela govoriti o tem, da bi dali rezerve na trg. In tako so Združene države Amerike zadnji dan izdale 30-dnevno izjemo od sankcij za nakup ruske nafte. Torej so za 30 dni umaknili sankcije glede prodaje v Indijo in zdaj obstaja 30-dnevna izjema. Tako bodo Rusi v teh 30 dneh praktično sprostili, imeli so veliko tankerjev, ki so bili natovorjeni, a so stali, ki jih bodo zdaj lahko prodali brez sankcij. Tako je, to nepričakovan prihodek za Rusijo, ki ga niso pričakovali seveda, ruski vojaški blogerji. Niso prav nič zadovoljni s tem, kako Rusija ne pomaga Iranu, kako Iran napada Izrael in tako dalje. V najvišjih krogih pa je Iran Rusiji sprva lahko ponudil le drone in podobno. To so vse stvari, ki so jih že pridobili, zdaj jih že sami proizvajajo. Spomnim se, ko sem se ukvarjal s prvimi geolokacijami. Satelitske slike tovarn, ki so jih Rusi gradili v Tatarstanu, in to so bile tovarne dronov Shahed, ki so jih tam proizvajali po licenci, in tam so bili iranski svetovalci in tehniki. Od leta 2023 o tem ni več slišati, v smislu, da zdaj delujejo popolnoma samostojno. Torej, kar je Iran lahko ponudil Rusiji, je bilo to, da je z vidika izvoza konkurent. Iran kot Rusija izvaža nafto, zato če je manj iranske nafte, in so blokirane zalivske monarhije. No, nenadoma se ruska fantomska flota za 30 dni znajde brez sankcij. Zato lahko raztovorijo vse, kar so imeli. Zato bodo vse skušali kar najbolje izkoristiti. Tudi zato, ker bosta Kitajska in Indija, ki sta se oskrbovali tako pri zalivskih monarhijah kot pri Iranu, zdaj zaradi krize povečali tudi svoje rezerve, za vsak slučaj. Kupovali bodo rusko nafto, za katero zagotovo ne bodo plačali $59 na sod, ampak 100, 110, 120, kolikor pač bo. Torej, kot vidite, so posledice krize v Iranu zelo resne. Kar zadeva Ukrajino, mimogrede, o tem se ni govorilo, ker je očitno vsega konec. Recimo v manjših stranskih novicah in podobno. Ampak, če pogledamo rusko metanarko, Arctic Metadas, tista, ki so jo zagotovo zadeli Ukrajinci prav med ameriškimi napadi v prvem tednu v Iranu. Zdaj je na odprtem morju
Med Lampeduso in Malto popolnoma zapuščena in je v plavajočem stanju. Nedavno jo je opazila vojska. To je bil napad na ladjo, ki je gorela. Verjetno z droni ali z morskim dronom Ukrajincev, prav v času, ko se je začel napad na Iran. Zato je bila ta novica precej v ozadju. Je 3. marec. O tem se je malo govorilo, ampak zdaj je ta ladja popolnoma razbita na eni strani, plava brez nadzora in nihče ne ve točno, kje bo končala. Ruska metanska ladja je blizu Lampeduse, kot vidite, je v zelo slabem stanju. Tako, v tem smislu. To so manjše novice, ki so povsem ušle izpod radarja, glede na dogajanje. Osebja na krovu ni že bilo evakuirano. Tanker za utekočinjen plin. Trenutno se nahaja točno tukaj, na pol poti med Lampeduso, Malto in Linozo. Vidite lahko, da je na boku velika razpoka. In je v plovbi brez nadzora, zato ni jasno, kje bo končal. Bil je izdan navigacijski alarm, ker seveda po noči kdo za vraga sploh vidi, ko pluje brez nadzora, je nevarno. Razbitino ruske plinske ladje je popoldne 12. marca opazilo letalo P-72 italijanske mornarice 41. krilo italijanskega letalstva, ki je vzletelo iz Sigonel. 3 ure in pol kroženja in patruljiranja letala. In točno so zadeli območje, kjer se nahaja. Če želite prebrati več podrobnosti, vam pošljem objavo. Torej, kot vidite, vprašanje glede plina in podobno, plin je že izhlapel, v smislu, da nisem strokovnjak za kemična vprašanja, ampak si predstavljam, da utekočinjen plin pod pritiskom, če ni vse zgorelo, je večina končala v zraku. Ko je bila zadeta blizu Malte, ne vem, če ima del ladje še vedno, recimo, kako se reče, sode, kontejnerje z stisnjenim plinom, ki bi lahko potonili skupaj z ladjo. Ali je bilo vse razpršeno, zgorelo in tako naprej. To bomo še videli. Torej, je to majhna podrobnost, ki se nas osebno tiče. Baraksas ni ravno zelo rešljiva. Če pogledaš slike, je popolnoma odprta na eni strani. Pravzaprav sem celo presenečen, da je še vedno na vodi. Ampak tista odprta stran, ker je ladja nagnjena, odprta stran, kjer so pregrade prelukljane, lega, zlomka, to ni tista na strani, ki je v vodi, ampak tista, ki gleda ven. Drugače bi že zdavnaj potonila. Tako, ne, ni ravno eksplodirala, bila je zadeta, zagorela je, vendar ni bilo eksplozij. Zdelo se je, kot da je še naprej, kot bomba, ki je zagorela in izpuščala plin, potem pa se je ugasnila po svoje. Ja, verjetno ima dizel v rezervoarjih in podobne stvari, zato je to za nas lahko problem. Počasi se približujem tudi vojaškim vprašanjem in posodabljanju zemljevida. Ne bo dolga oddaja, ker res ni velikih novic. Z tega vidika je ena zanimiva stvar, ki pojasnjuje, da je treba stvari vedno povezovati skupaj. Če se spomnite, v zadnjih mesecih, razen teh ukrajinskih protinapadov, ki so ponovno zavzeli območja, ki so bili vseeno sporna in niso bila zares pod nadzorom strani Rusov, ni bilo velikih dogodkov, velikih mehaniziranih manevrov ali velikih poskusov napada. Se spomnite hudega mraza in prenosov živo z Ukrajino, ko sem imel tisto zmrznjeno odejo, pri -20, -25, -30, še posebej, če si nekaj 100 metrov v zraku, je toplotna izmenjava še večja. Baterije dronov so bile res zelo slabo zmogljive ali pa so odpovedale. To je omejilo delovanje dronov. In zato je postalo težko za obe strani delovati. Januarja in februarja se ni zgodilo veliko, zdaj pa je tu novo vprašanje.
To je zanimivo vprašanje. Namreč optični kabli, glede na ogromne zahteve strani Ukrajincev in Rusije, se dejansko povečujejo. Med letoma 2025 in 2026 se je cena na kilometer podvojila. In to postaja dejavnik. Se oba zahtevata. Rusi porabijo 10% svetovnih potreb po optičnih vlaknih, Ukrajinci trenutno 5%, skupaj pa predstavljajo 15% vseh svetovnih potreb po optičnih vlaknih. Obstajajo tudi tovarne, ki jih proizvajajo. 50.000 kilometrov na mesec, kar zadeva Uškujnik in še nekaj drugih. Ampak večina se je podvojila v ceni, če se bo tako nadaljevalo, bo postalo tudi zelo drago. Ja, polno je, videli smo to v prejšnjih mesecih, dobesedno neskončna polja optičnih kablov. Ampak počasi tudi optični kabli postajajo problem. Z vidika stroškov svetovni trg, kot lahko vidite, ni veliko zrasel. Leta 2021 so proizvedli 500 milijonov kilometrov optičnega kabla, leta 2025 pa 568 milijonov. Torej, ni, da bi se povečalo. Koliko je to v odstotkih? 11%, 10%, 5%, medtem ko so se poraba pa močno povečala. To je lahko še eden od tistih dejavnikov, ki upočasnjujejo dejavnost obeh tekmecev. Zanimivo je torej videti, kako je tudi ta dejavnik prisoten v tem, da se ne dogaja veliko. Še ena stvar, ki se je zgodila in o kateri nismo imeli veliko časa govoriti, je bila ta, da so Ukrajinci napadli tovarno v Brjansku, Brjansk Kremlji, ki je tovarna, ki se praktično ukvarja s komponentami. Povem, to je tovarna, ki seveda proizvaja vojaške komponente. To pa ne spremeni dejstva, da je umrlo 6 ali 7 ljudi in 37 ranjenih. Glede izjav lokalnih oblasti sem videl tudi videoposnetke, ki jih ni mogoče pokazati, ker povečanje za 50%, pravzaprav za 100% stroškov optičnih vlaken samo v zadnjem letu, v enem letu se je strošek podvojil. Tovarna je bila zadeta z Storm Shadow. Mimogrede z kar precejšnjo natančnostjo, kar je zanimivo. Obstajajo vsi različni videoposnetki in vse te videoposnetke so posneli Rusi, ruski državljani, ki so videli dogodek in Solovjov je rekel: zaprite jih. Nekaj takega, kar nima veliko smisla, evo. Vsi videoposnetki, ki jih vidimo, so narejeni s strani Rusov. Če ne, je nekdo imel težave. Ker pravijo, da je nepatriotsko, da so pokazali te stvari, da so se pritoževali zaradi pomanjkanja obrambe. Zdi se kot manj pomembna tovarna, vendar v resnici so sami Rusi govorili, da velik del komponent, ki jih uporabljajo, prihaja od tam. In zato je strateški cilj določene vrednosti, po ruskem priznanju. Našli boste tudi izjave nekaterih inženirjev, ki so tam delali. Poleg teh dveh dogodkov, torej plinske ladje in te ruske tovarne, recimo, da ni velikih elementov helikopter, evo, to je tisto, kar je leta 2015 povedal ruski inženir. Direktor tovarne v Brjansku je dejal, da če bi tovarna prenehala delovati, če bi nenadoma izginili, bi široko območje vojaške opreme prenehalo obstajati, ker so bili zelo odvisni. Ne vem, ali je ta odvisnost ostala ali pa se je v zadnjih 11 letih ustvarila kakšna redundanca. Toda takrat je bil zagotovo obravnavan kot strateško pomembno sredstvo. Zato bomo videli, ali bo imel dolgoročne posledice.
To postane jasno šele po mnogih mesecih. Če nenadoma opazimo upad uporabe določenega sredstva, določenega vojaškega sredstva, Ker je seveda na voljo tudi veliko zalog. To so satelitski posnetki prej in potem. V zvezi s tem je bilo seveda tudi veliko ruskih raketnih napadov na energetski sistem v Černihivu in drugih krajih, predvsem na energetski sistem. In z različnimi smrtnimi žrtvami, tudi Ukrajinci in tako naprej. To je največji udarec Ukrajincev. Običajno, ko uporabljajo Storm Shadow, jih uporabljajo preudarno, saj jih nimajo veliko. Torej je bila to uporaba namenjena prav za to stvar tukaj. Zdaj bomo prišli na situacije recimo na terenu. Ampak preden to storim, poskušam tudi malo razbiti te tragične stvari in tako naprej. S to stvarjo, ki so mi jo pokazali v skupnosti, ker je res zelo zabavna. Fabrizio Corona želi iti v Ukrajino in umreti v slavi. Objava na družbenih omrežjih. Fabrizio Corona se je odločil, da želi oditi v Ukrajino in se boriti proti Putinovi vojski. Napovedal je, da bo po ruski invaziji in izbruhu konflikta prijel za puško ter se boril za svobodo Ukrajine. Seveda. O tem se je govorilo v skupnosti. Nekdo je objavil to sliko tukaj in iskreno, to je bil Fabrizio Corona, ki je treniral izmikanje dronom. Ja, res je, to je resnična novica, poiščite jo. Jaz sem naletel na to v svoji skupnosti, nekaj tazga je kar smešno, kaj naj vam rečem. Iskanje pozornosti. Verjetno. Recimo, precej neprimerno je narediti takšno šalo. Mimogrede, to je naredil tudi sivi kardinal Zelenskega, se spomnite. Tudi on je rekel, da bo odstopil, da bo nenadoma šel na fronto. Seveda Jermaka ni bilo več videti, medtem pa hvala rdeči kapici, rdeča kapica. Torej, gospodje, ker smo tukaj. In potem začnemo z drugim delom tega prenosa v živo. Tudi zato, gospodje, tukaj delamo vsak drugi dan, praktično skoraj ne najdem časa za druge stvari. Zakaj? Ker je preveč kriz. Jaz vam povem, če se odpre še kakšna zadeva, še kakšna vojna, še kakšen kaos, jaz nimam časa, da bi se temu posvetil. Pojdimo na to, kar se dogaja na fronti, kar po mojem mnenju ni veliko, ravno zaradi vprašanja rezerv. Začnimo od zgoraj. Iz Kupijanska ni novic, torej se skoraj nič ne dogaja. Tako da začnem predvsem pri Limanu. Na območju Limana se je ruski pritisk vrnil. Obstajajo primeri infiltracije, kot lahko vidite, skoraj za mestom. Prvič, ampak ni veliko drugače od tega, kar smo videli pred 4 ali 5 meseci. V bistvu bomo opazili, da se je situacija v Kupijansku praktično ustalila, potem ko so jo Ukrajinci ponovno zavzeli in očistili. Poskusi so na vzhodu, a večjih sprememb ni. In Liman se v celoti ni spremenilo, situacija se ni bistveno spremenila. Rusi še naprej, predvsem na fronti pri Siversku, skušajo priti za hrbet. Ampak opazili bomo, da ni velikih sprememb na celotni fronti. Sektor pri Zaporožju se zaradi ukrajinskih protinapadov nekoliko obnavlja. In tisti pri Pokrovsku, kjer so Rusi zdaj prvič začeli zavzemati ozemlje onkraj Pokrovska, torej proti Hrišineju. Da si ustvarite predstavo, da dobite širši vpogled v situacijo, lahko uporabite zemljevid, za tiste, ki ga ne poznajo, je brezplačen. Lahko se povežete tukaj in si sami ogledate zemljevid. Zanimivo je, da je sredi vsega tega kaosa, s katerim se ukvarjamo, vojna v Ukrajini precej mirna. Res je, da so bili zimski meseci posebej težki, ubili so dejavnost z droni. Zdaj tu še 100-stotno povečanje stroškov za optična vlakna, ki so se letos podražila. Na splošno pa ni velikih razlik med tem, kakšen je Liman zdaj in kakšen je bil pred 6 meseci. Most, kjer je točka, kjer Rusi najbolj napredujejo, pa je Siversk.
V zadnjem času se je sem premaknilo več ukrajinskih enot, med njimi Pomsta, Revenge in druge iz Kostiantinivke. Opazite, da se prvič na zemljevidu pojavita imeni Kramatorsk in Slovjansk, torej se krog na tem območju zapira, saj ne morejo priti skozi Liman. In to ni ravno idealno območje, ker je vse polno gozdov, tu je reka Siverski Donetsk, če se ne motim, tako se imenuje, ni ravno najboljše. Rusi poskušajo najti alternativno pot in jo najdejo. Severno od starega Soledarja, se spomnite Soledarja, Bahmuta, letos smo preživeli tukaj. Poskušajo priti proti Slovjansku, mimogrede tukaj je precej pomembna cesta, da pridejo tja. Recimo, da gre sproščeno, vendar je napredovanje še vedno precej počasno. Ta sektor je bil posebej takšen. Če je zemljevid brezplačen, smo mi izdelek? Pravilno, dobro vprašanje za zviteža. Sem eden tistih, ki ti brezplačno ponudi zemljevid. Izdelek je tvoj, če želiš. Na voljo je tudi za donacijo. Kot vidiš, tvojih podatkov ne prodajam naprej. Na tem območju so imeli Ukrajinci vedno iste enote. Se spomnite 107. gorske, 81. 54. Zdaj dobivajo neke okrepitve, vendar ni velikih sprememb. Na območju Kostiantinivke in Časivjarja pa lahko opazimo, da se stvari počasi slabšajo. Pokazal vam bom še nekaj boljših zemljevidov z vsemi obrambnimi sistemi, da boste lažje razumeli dogajanje. To je obrambni sistem tega območja. Kramatorsk, Slovjansk, Liman. Jasno lahko vidite, kje Rusi poskušajo priti izza hrbta in vidite, kako zapleteni so ukrajinski obrambni sistemi na tem območju. Opazite, da so tudi za Kramatorskom in Slovjanskom zdaj razvili veliko front se zmanjšuje, bravo Paolo Bonoretti, ki je to opazil. Z zmanjšanjem fronte Ukrajinci lažje manevrirajo po notranjih linijah, a hkrati narašča število napadalcev. Hvala, Paolo, za vprašanje. Ko se fronta zoži, so prednosti in slabosti. Katera je prednost? Postanejo očitne smeri napredovanja nasprotnika. Gledaš orografska vprašanja, vidiš reko in cesto, ki povezuje Liman s Kramatorskom in Slovjanskom. Veš, kam lahko pridejo Rusi? Limana na severu ne morejo povsem ubiti zaradi močvirij, gozdov in rek. Enako velja za drugo stran, zato so smeri napredovanja očitne. Zato se branilci osredotočijo in lahko zberejo več osebja. Če pa braniš samo tisto območje in tam zbereš več osebja, boš tudi sam utrpel več izgub. Ko te bo nasprotnik bombardiral, bodisi z zraka, z jadranimi bombami ali s kopensko artilerijo, je vedno neka izmenjava. Koncentracija sil napadalca in branilca postane očitna. Vse se zgosti, a zgostijo se tudi izgube, saj se bo število ljudi, opreme in količina ognja vse skoncentriralo na majhnem območju. Zanimivo je opaziti, da se fronta zožuje na ključnih točkah. Tukaj lahko še bolje vidimo smeri napredovanja Rusov na severu, kot lahko vidite severozahodno od Soledarja, Kramatorsk. Tukaj nismo zelo daleč, upoštevati morate, da je tukaj kanal. To ni velik kanal, zato ni zelo velik obrambni sistem. Veliko več pomenijo obrambni sistemi, ki jih je ustvarila Ukrajina, kot pa majhen kanal, ki meri le nekaj metrov. Recimo, poglejmo v Kostiantinivki. V zadnjem času so Rusi uspeli premagati oviro, ki so imeli že dolgo časa. In katera je ta ovira? To je bila ovira vodnega bazena, ki je bil na tem območju, ker tukaj ni skoraj ničesar. Ukrajinci so bili nameščeni ob cesti in predvsem v Berestoku, kjer so imeli recimo precej razvit, utrjen sistem. Ker lahko opazite, da ima z orografskega vidika tisti, ki nadzoruje to območje, ima pregled nad vsem.
nad 220 metri. Ne gre za goro Matajur, ampak če zavzameš to območje, lahko njihovi operaterji dronov delujejo skoraj povsod. Imajo boljši pregled na tem območju, torej Ivanoj-Pilija, Plešivka, Nepilivka in tako dalje. Rusi so dolgo napadali, a ker so to majhne hiše in dače, so jih droni zlahka prebili. Tako po mesecih, skoraj letu dni napadov, skoraj nič uporabnega ni več ostalo. Tako Rusi niso uspeli utrditi ozemlja. Zdaj, ko so zavzeli Berestok, to hribovito območje, so res začeli zapirati klešče proti Kostjantinivki in se začenjajo infiltrirati ob bokih. Če to ni dovolj, zakaj morate vedno vse dodajati? Se spomnite, kaj sem vam prej rekel? Front se oži, število napadalcev narašča, prav tako število branilcev, vendar tudi učinek artilerije in dronov. Da naredimo malo oblikovanja. Torej, da damo malo oblike v tej situaciji. Rusi napadajo v 180 stopinjah okoli Kostjantinivke, opazimo jih z obeh strani mesta. Tukaj so vse vodne rezerve, jezera in tako naprej, ki imajo vse jezove, imajo to posebnost, vse so vodne rezerve, ki imajo v resnici sistem jezov. Torej so Rusi prejšnji mesec in zelo nedavno napadli predvsem te jezove, ker so te jezove zadeli z drsečimi bombami, ker so tako praktično uspeli poplaviti območje za Kostjantinivko, in če jaz porušim jezove teh jezer, poplavim celo območje. Za Kostjantinivko izvajam pritisk z juga, vzhoda in zahoda. No, za branilce bo težje premikati se in logistično dostavljati, kar potrebujejo. Torej so Rusi v zadnjem času napadli tako jezove na levi kot na desni strani teh vodnih zadrževalnikov. Tukaj lahko vidite, objavili so to sami. Ne začnite z igricami, bili so eni in drugi. Objavili so jih sami, njihov je pogled z drona. In to prebijanje teh jezov prinaša korist. Veste, ko so včasih odprli plinovod, vedno sem bil zelo pošten, ko se je odprl plinovod. Ukrajinci so bili na levi strani Kostjantinivke, med Rusinom, Jarjem in Stepanivko. Ker je ta plinovod seveda upočasnjeval napredovanje tistih drugih, zato tega niso povedali, ampak je bilo očitno, kdo ima od tega korist. Včasih so primeri, ko se na jezu ustvarjajo scenariji o tem, kdo bi lahko imel od tega korist. V tem primeru je korist očitna je za Ruse, saj kot vidite poplavlja vsa območja za Kostjantinivko. In zato ni veliko za razpravljati o tej stvari. Torej, to je eden od razlogov, zakaj je Kostjantinivka trenutno v posebnih težavah. Posebno glede na časovni potek te vojne imajo te jezove, kar je vseeno začasen učinek, ni neskončen učinek. Učinki, ki jih imajo ti jezovi, so poplave določenih območij. Lahko traja nekaj tednov, en mesec, potem pa se voda vseeno umakne. Opazite, kje je območje, to je območje, vidite prav zadaj, na zadnji strani, medtem ko je to območje, kjer pritiskajo Rusi. Torej, to je poskus tipa Novakovka, to je ruski poskus oblikovanja bojišča, se pravi, dati obliko območju bojevanja in s tem onemogočiti nasprotnika. Kar zadeva območja umika, območja, kjer se upravlja logistika in s tem otežuje notranje premike, to je druga jez, ki so jo zadeli bolj na levi strani, kot lahko vidite. Tudi ta je bila zadeta na delu, kjer so odprtine. To je povzročilo poplavo, ki je prizadela vse sisteme jezer na levi in desni strani. Tudi zato, ker tam teče potok Krivi, del katerega se del vode preusmeri v te jezove. Torej, to je tisto, kar se dogaja v okolici Kostjantinivke. Imaš pritisk spodaj, imaš dva pretrgana jeza ob straneh, mesta, ki seveda zavirata,
Torej, ena je bila ta, ki sem jo pravkar pokazal. In druga je ta. To dvojno poplavljanje na eni in na drugi strani, glej ga zlomka, se vse steka na edino cesto, ki povezuje Konstantinivko z drugimi vasmi na severu. Razdaljo od črte poplave je težko oceniti, ampak gre za nekaj kvadratnih kilometrov. Nekaj kvadratnih kilometrov. Predvsem moraš gledati ugreznine, problem Konstantinivke, predvsem v zadnjem delu. Kot vidiš, ima ta dolina tako obliko. Prav tam, kjer je cesta. Tako se je ta voda izlila tukaj in ta se bo verjetno izlila okoli tega območja. Tukaj, torej, glej, naključje, območje, ki ga Ukrajinci uporabljajo za logistiko, torej to je tisto, kar Rusi počnejo na tem območju. Tukaj se vidi še več. To je območje Bombardiranje jezu, vidi se območje, ki je bilo poplavljeno, ker potem voda sledi naklonom terena. Seveda ne po naključju. Zdaj, ko Ukrajinci ne morejo uporabljati, ker so veliko uporabljali to območje tukaj, Novodimitrivka in te gozdove. Ni naključje, da se v zadnjem času ruske infiltracije dogajajo prav na tej strani. Ker so zdaj Ukrajinci, namesto da bi napadli Ruse s strani, prisiljeni braniti se tukaj. Kot vidite, to so razlogi. Ukrajinski obrambni sistem je zelo razvit. Kar zadeva polkrog okoli mesta, je precej manj razvit na zadnjem delu. Taka je situacija v Konstantinivki. To so približno območja, kjer se pričakuje, da bodo Rusi izvedli svoje napade. Omeniti velja, da že dolgo časa poskušajo napredovati iz Sofivke proti Druživki, na drugi strani pa severno od Časivjara poskušajo narediti isto. Poskušajo obiti Konstantinivko od zadaj, medtem ko pritiskajo od spodaj, da bi zadržali ukrajinske enote v boju. Zato bo Konstantinivka verjetno prizorišče ruskega napada spomladi. Pomlad, poletje. Verjetno bomo spremljali dogajanje v Konstantinivki. Kar zadeva celotno to obdobje, bomo verjetno priča nečemu podobnemu kot v Pokrovsku, kjer bodo Rusi v naslednjih 4 do 6 mesecih uporabljali običajno taktiko ustvarjanja kotla, vse zaravnali z drsečimi bombami, če ne bodo mogli zavzeti ozemlja ali ga ubiti iz strani. Točno tako, kot se je zgodilo v Pokrovsku. Poglejmo si tudi situacijo v Pokrovsku, ker je zanimiva. Poglejmo si. V zadnjem času so se Rusi umaknili iz Pokrovska in napredovali vse do Hriščine. Prvič vidimo Ruse tam. Se spomnite prihoda enot vzdušno-desantne vojska? Ves zimski čas Rusi niso poskušali narediti veliko, potem ko so zavzeli Mirnohrad in Pokrovsk ter dele Rodinskega. V zadnjem času, predvsem v zadnjih 4-5 dneh, po številnih bombardiranjih z drsečimi bombami na Hriščine, ki je sicer majhna vasica z nekaj počitniškimi hišicami, so Rusi uspeli zavzeti. Za večino namreč velja, da prihaja do splošnega umika ukrajinskih sil na tem območju. Tudi zato, kot vidite, tukaj ni velikih urbanih središč. Zato je tudi težko postaviti obrambo. Tukaj so ustvarili nove obrambne sisteme. Ampak v Hriščineju je veliko geolokacij, predvsem pehote, ruske pehote, ki jo zadenejo različni droni. Mirnohrad, Pokrovsk, Hriščine, Rodinske, Dobropilja. Kot vidite, je to prvič, da so prišli ven. Verjetno bodo poskušali zavzeti Dobropiljo, ustvariti še en kotel na desni in levi, točno tako, kot smo že prej videli. V vseh primerih se Rusi bolj ali manj obnašajo enako. Vedno poskušajo zavzeti mesto s strani. Vzdrževati stalen pritisk, da Ukrajince ohranijo v boju, identificirati ukrajinske položaje tam, kjer nudijo odpor, jih napasti z droni in bombami. Tehnika je vedno enaka, je metodična, zelo počasna in zelo draga.
Mirko, poceni droni so spremenili vojno v Ukrajini. Bi bili tako učinkoviti tudi v gorah Irana, kjer sta teren in vidljivost drugačna? Da, bi bili. Ker je odvisno, na kateri nadmorski višini si. Če si zgoraj in uporabljaš drone, imaš res veliko prednost. Še posebej, če si v jamah ali podobnih prostorih, čeprav potem potrebuješ kable za antene in podobno. Dejstvo je, da je na skalnatem terenu manj dreves, še posebej na območjih Irana. Bodite pozorni, saj so gorovja gola in je malo krajev za skrivanje. Težko vidiš dronom na razgibanem in goratem terenu. Paradoksalno je, da se predmetu lažje izogneš na ravnini z gozdom, kjer se dobro premikaš. Predstavljaj si, če moraš to storiti na svoji edini poti za pobeg. Ko si visoko, lahko greš le navzdol. Če pa greš gor, si počasen in bolj predvidljiv. Upoštevaj, da so gore v Iranu visoke, to so gore, ki segajo 2000, 3000, 4000 metrov visoko. To območje ni lepo, v skalah je malo jarkov, kar je razumljivo, zato ni privlačno. Iskreno, z vojaškega vidika, če pogledate Iran, nekoliko spominja Mordor. Poglejte gorske verige. Ne vem, ali se je Tolkien navdihoval pri Gospodarju prstanov, ko je ustvaril deželo Saurona, Mordor. Če odprete zemljevid srednjega sveta in si ogledate območja, kjer je bil Sauron, Črna trdnjava, Baradur in tako dalje, in pogledate zemljevid Irana. Smo tam, v smislu, da je obdan z gorami, zato je z vidika invazijske moči invazija na Iran izjemno težka. To je eno najslabših območij za vpletanje vojske. Več kot 90% vojne poteka tu. Iransko-iraška vojna se je v bistvu odvijala ob vznožju gora, na meji med Irakom in Iranom. Prišlo se je ravno do gričevnatega območja, da si predstavljate, če bi bil tukaj Irak, bi se tukaj borili. Tukaj. Če postavimo zemljevid Irana, geografija, vse je obdano z gorami, nižinske območje so v notranjosti, tako da je z tega vidika precej podobno, zelo podobno. Torej, to je izjemno neugodno območje za vsakogar, ki bi želel izvesti invazijo. In ko si enkrat v notranjosti, lahko nasprotnik, ki ima vsa skrivališča in podobno, uporabi simetrično strategijo, da te napade od znotraj. Ko vstopiš v notranjost, se znajdeš v tej dolini, znotraj mesta ali države. Problem pa je, kako se logistično skrbuješ na takšnem terenu. Če napadeš Iran, vstopiš v to območje, nekakšen trikotnik, potem pa srečno pri oskrbovanju logistike svoje okupacijske vojske. Z sovražniki, ki se lahko skrivajo po celotnem gorskem sistemu, ki je praktično na 360 stopinj okoli tebe. Iransko-iraška vojna se je tukaj ustavila. Da si predstavljate, 1 milijon mrtvih tukaj, na tem območju. To je bilo območje, kjer so se spopadli, zato je to precej zahtevno območje za vojsko. Tudi za operaterje dronov ni dobro. Se običajno potrebujejo zavetje za delo. Za operaterje dronov na vrhu gore bi bila fronta v tem primeru posebej mirna. Ruske smeri napredovanja na območju Pokrovsk-Kreščine bolj ali manj sledijo istemu vzorcu. Zavzeti Rudinsk, zavzeti Kreščine, poskušati odrezati notranja območja. Torej ni velike spremembe. Če gremo nekoliko južneje od Pokrovska na območju Novopavlivke, So nove ruske infiltracije. Mislim, da je to 3. ali 4., da Rusi poskušajo zavzeti Novopavlivko. Zadnjič so zavzeli polovico, vidite, da jo deli reka, zavzeli so polovico. Z mehaniziranim napadom jim je uspelo izkrcati enote, nato pa so jih Ukrajinci uspeli potisniti nazaj. Približno oktobra ali novembra lani, nato pa so se vrnili nazaj.
Kar zadeva območje, ki je severno od Huljajpole, opazimo, da potem, ko so Rusi uspeli precej napredovati in so prišli skoraj do Ivanjivke, se je kot ponavadi območje povečalo. Tako imenovano sivo območje ni pod nadzorom ali je sporna in ni pod nadzorom. To je nekako trend zadnjih mesecev na celotni fronti, predvsem od Pokrovska navzdol. Opazili bomo, da so območja, kjer se res ne ve, kdo kaj nadzoruje, ogromna. Obstajajo stotine in stotine geolokacij, v bistvu ne dajejo prav nobeni od obeh strani. To je naš največji problem v tem obdobju. Imamo območje, ki je izjemno prepojeno z obema stranema, predvsem na severnem območju Huljajpola, kjer nastajajo ta ogromna siva območja, kjer imaš občasno geolokacijo, ukrajinska 10 km južneje, ruska pa 10 km severneje. To je tudi razlog, kot smo videli v prejšnjih mesecih, za vso to zgodbo o tem, da so Ukrajinci ponovno zavzeli 300 km. Gre za to, da so Rusi pretiravali, v resnici sami niso nadzorovali tega ozemlja, bili so nekoliko popustljivi. Nekateri kartografi so nekatere situacije pripisovali tako na koncu, tisti, ki pišejo novinarske članke, vidijo zemljevid, ki je tak. Naslednji dan se spremeni in mislijo, da tisti, ki je risal zemljevid, zna upravljati svoje delo. V resnici ni tako. Veliko kartografov sledi svojim osebnim pristranskostim. Tako ukrajinske kot ruske karte. Bodite pozorni, na ukrajinskih zemljevidih ne vidite ukrajinskih enot, recimo upstate. Na ruskih zemljevidih pa običajno ne prikazujejo svojih. Mi jih damo vse, mi in še nekaj drugih. Če pogledate večino zemljevidov, prikazujejo bodisi samo eno stran ali pa samo drugo. Le malo je zemljevidov, ki prikazujejo obe strani. In vedno boste opazili, da ukrajinski zemljevidi običajno posodabljajo utrjeno ozemlje ali pa zamujajo, če so ukrajinski. Ob izgubi ali vprašanjih tajnosti. Tako so zelo povezani tudi z osebnimi odnosi z vojsko. Tudi če vedo, da je bilo območje zavzeto, ga lahko razglasijo šele kasneje, ker se o tem trenutno ne govori. Ruske karte pogosto pretiravajo z dosežki. Bodite pozorni, mnogi niti nimajo sive cone, govorijo samo o utrjenih območjih. Po mojem mnenju je v primeru dvoma najboljša izbira uporabiti sporno sivo cono. Če ni določljivo, jo označiš kot sivo. S tem ne narediš usluge nikomur, niti z medijskega vidika. Počakamo na potrjene podatke, da lahko razmišljamo o tej zadevi. Opazili bomo, da pa se je, čeprav se je siva cona povečala, ruska utrjenost na tem območju vseeno zmanjšala. Ker se je nekoč rusko utrjeno območje zelo približalo Novemu Zaporožju, Aleksandrivki in tako naprej. Torej, siva cona obstaja in je velika, vendar je vseeno potisnila tudi rusko utrjeno območje bolj nazaj. Če se spomnite, so bili severno od Huljajpola. V zadnjem času so celo vstopali v Trnovate, preden se je zgodil ta kaos z ukrajinskimi protinapadi. Bila je razprava med ustvarjalci zemljevidov glede Trnovateja. Rusi, ki so že pokazali lokacije v Trnovateju, Ukrajinci pa so trdili, da to ni res. Torej, nasplošno da. Siva cona je široka, vendar je utrjeno rusko območje vseeno bolj v ozadju. Zato je vedno treba biti pozoren na te stvari in jih spremljati resno, ne da bi preveč pripisovali eni ali drugi strani. Ko ni nobenih zagotovil, pridemo tudi do tega, kar se dogaja bolj južno, predvsem na območju Huljajpola, ki si ga predstavljam kot najbolj razpravljeno. Prej prodaja protidronskih tehnologij Emiratom in morda Evropi je lahko pomemben vir prihodkov. Pomemben. Ne vem, to niso izjemno dragi sistemi. Ne bodo zaslužili milijard.
morda 1 ali 2 milijardi, če jih prodaš vsem državam, nekaj 100 milijonov je mogoče. Torej, ampak ni nekaj, za kar bi rekel, da je vir zaslužka ne vem katere ravni. Andrea Beltrame. Po mojem mnenju je za Ukrajince bolj zanimivo, da se vključijo v razpravo o Iranu in se ponudijo, da morda dobijo posojila in podobno. Ampak vseeno, da bi bili del razprave, je za Ukrajino pomembneje, da je del razprave o krizi na Bližnjem vzhodu, kot pa da zasluži 50 milijonov za nekaj protidronovskih dronov, take stvari. To ima večji pomen. Torej, kot vidimo, se je veliko območij v zadnjem času spremenilo, Rusi ponovno zavzemajo in ponovno utrjujejo nekatera območja, ki jih prej niso mogli obdržati. Opaziti je, da se je ukrajinsko prodiranje povečalo. Sporna območja obsegajo 203 kvadratne kilometre. Samo na območju med Stepove in Ternuvate, spodaj se vam dodal tudi nekaj geolokacij, imate pa geolokacije ukrajinskih dronov, ki delujejo na tem območju, in geolokacije Rusov, ki delujejo na tem območju. Torej, z droni imajo oboji plus in minus, 20. Na območjih, kjer se droni uspejo infiltrirati, se občasno pojavijo geolokacije. Če se ne motim, je bila bodisi v Novokrikoriivki, bodisi v Novomikuliivki geolokacija uničenega ukrajinskega vozila. To pomeni, da so hitro poskušali iti in zavzeti, tako da so izkrcali nekaj pehote v eni od teh dveh mikrovasi, recimo. Na drugi strani pa Rusi ponovno poskušajo izvajati upad proti Ternuvateju. Zadnje geolokacije, vedno majhne skupine, ki jo je v območju Kozilceve napadlo nekaj ukrajinskih dronov. Tako se skoraj vračamo v situacijo, ki spominja na tisto pred zimo, recimo. Tukaj lahko opazimo zadnje geolokacije, narejene med ukrajinskim vdorom. Kot vidite, zelo globoko v notranjost. To je povzročilo nekakšno območje v obliki rokavice, pokaže, kako poteka situacija na tej fronti. Skoraj kot rokavica. Če ste navdušeni nad kronikami ledu in ognja, je to skoraj kot območje, od koder prihaja mali prsti. V zadnjih mesecih so se Ukrajinci uspeli infiltrirati na območje Huljajpole, ponekod zelo blizu samemu mestu. In zadnje čase pa Rusi izvajajo protinapade pri Zaližničnem, celo zadnje geolokacije to potrjujejo. Pri Kirkeju je treba opaziti, da se zarežejo med dva ukrajinska obrambna sistema. To je stara linija od Huljajpola do Orihiva in Kamjanske vzdolž fronte Zaporožja, druga pa je obrambna linija Zaporožja. Na žalost za Ukrajince so usmerjene od severa proti jugu, zato so neučinkovite proti napadu, ki se razvija z vzhoda proti zahodu. Tukaj se vidi še bolje. To je ukrajinski obrambni sistem, ki se je opiral na Kamjansko ob Dnepru, Orihiv, v središču Huljajpole. Kar zadeva desno stran, so Rusi poskušali obiti ukrajinski obrambni sistem. Skoraj jim je z narekovajnim zaletom uspelo sprožiti vojno. Lani so prišli do tega, da so ogrožali Ternuvate, torej so resnično obšli. Opozoriti je treba, da so Ukrajinci razvili še veliko drugih obrambnih sistemov. Izkoristili so teh 5-6 mesecev. Glavni zagon ruskega napredovanja se je začel upočasnjevati okoli oktobra lani. Celo poletje so hitro napredovali, Ukrajinci pa takrat še niso imeli tega obrambnega sistema. Če bi Rusi še mesec ali dva nadaljevali s to hitrostjo, bi obšli večino ukrajinskih obrambnih sistemov. Prišlo je do upočasnitve, zime in zdaj, kot vidite, Ukrajinci vedno bolj razvijajo svoje obrambne sisteme, predvsem v bližini Zaporožja. Obstaja tudi strateški razlog, zakaj so sprožili celo vrsto protinapadov.
Ne samo zato, da bi recimo popravili in ponovno zavzeli nekatere taktične položaje na terenu, ampak tudi zato, ko so Rusi močno napredovali iz Kamjanskeja in prišli blizu teh vodnih bazenov, skoraj na obrobje Zaporožja, so začeli premikati sisteme Uragan in Smerč LMRS, večcevne raketomete in nevarnost, da bi začeli neposredno obstreljevati Zaporožje, je postala zelo velika. Zato so Ukrajinci skušali narediti vse, da bi prav temu preprečili. Opaziti je, da se v tem trenutku ruske sile kopičijo v Pokrovsku, Huljajpolju in Konstantinivki, kar nam daje misliti, da bodo Rusi zelo verjetno kmalu, verjetno v nekaj aprila in maja, znova začeli ofenzivo z uporabo teh mest, ki so jih zavzeli kot logistično bazo, torej Pokrovsk, Minohrad, Sibersk, Huljajpole, Kamjanske, in ponovno bodo začeli svoje akcije. Napovedi za to poletje so približno enake. Rusi bodo poskušali obiti obrambni sistem Zaporožja z obeh bokov, Kamjanske in Huljajpole. Poskušali bodo zavzeti Dobropiljo, poleg Pokrovska. Poskušali bodo zavzeti Konstantinivko, skušali bodo obiti in zavzeti Liman, strani, da bi se približali Kramatorsku in Slovjansku. Cilji so ostali enaki, smeri so ostale enake. Preprosto so jim pošli človeški viri in moč. Bili so izčrpani. Potem je prišla ta huda zima, zato so bili upočasnjeni. Opaziti je treba, da so Ukrajinci uspeli precej zmanjšati sivo območje, v katero se infiltrirajo Rusi, vendar območje, ki je bilo utrjeno, Kamjanske in tako naprej, ni bilo dotaknjeno. Rusi ga še vedno trdno držijo. Tukaj se jasno vidi, kaj je obrambnega sistema, ki so ga Ukrajinci razvili v tem obdobju. Zato ne bomo videli nič drugačnega. Tukaj sta Kamjansko in Huljajpole. Rusi bodo poskušali približati Zaporožju, obiti obrambni sistem z obeh strani, nič več in nič manj. Tukaj bodo poskušali zavzeti Dobropiljo in tukaj, kjer je Konstantinivka, jo bodo poskušali odrezati z levega in desnega boka, torej severno od Časivjara in z vse fronte pri Siversku. Poskušali bodo priti do Slovjanska po najlažji poti, ki je ta, tudi z vidika obrambnih sistemov. Poleg tega pa je to cesta določene kakovosti. Tudi zato, ker bi morebiten padec Slovjanska ali če bi Slovjansk postal oblegano mesto, tveganje, da bi Liman zaradi tega prav tako trpel, je zelo veliko. Torej, če zavzameš Slovjansk, bi dejansko padel tudi Liman, saj je glavna cesta, po kateri se Liman oskrbuje, prav ta. Tako da, če ti uspe priti do križišča za Limanom, kot trenutno poskušajo narediti, in poleg tega, če prideš do Slovjanska, postane Liman nevzdržen za Ukrajince. Vendar opazite, da Ukrajinci vztrajajo. Novi obrambni sistemi, celo povsod okoli Pavlograda, Barvinkovega, Zaporožja in cela vrsta zelo dolgih linij. Onkraj Kramatorska in Slovjanska lahko zelo dobro vidite, kako zapleteni sistem. Na žalost za Ruse je ta zima Ukrajincem dala veliko časa, da so ustvarili linije določene vrednosti, ki jih pred 6 meseci niso imeli. Torej, kot lahko vidite, Ukrajinci nadaljujejo. Še vedno izgubljajo ozemlje, a manj, poglejte, izmenjave, 0,58 minus 3,8. Na splošno so Rusi na območju Huljajpoleja ponovno zavzeli 35 kvadratnih kilometrov, izgubili pa 21. Upoštevajte, da je teh 35, ki so jih zdaj zavzeli v zadnjih 2 tednih, enakih kot tisti, ki so jih zavzeli prej. Torej so ponovno zavzeli tisto, kar je bilo že osvojeno. Vračamo se na prejšnje ravni, saj je prišlo do velikega upočasnjevanja. Če se štejemo, vidimo, da so zavzeli 45. 60 kvadratnih kilometrov
Izgubili pa so 25 do 35 kvadratnih kilometrov v 2 tednih. To ni nič. Trenutno lahko rečemo, da je vse precej mirno. Po mojem mnenju se bo glavno zgodilo aprila ali maja, glede na zborišča ruskih sil v tem območju. Kot sem rekel, prenos v živo ni bil dolg, ker ni bilo veliko zapovedati. Gre predvsem za politična in iranska vprašanja. Na terenu so recimo uvodi v to, kar se bo zgodilo. O tem, kar bodo Rusi verjetno želeli sprožiti v spomladanski ofenzivi. Smeri in taktične situacije so bolj ali manj enake. Ukrajinci izvajajo protinapade, da izboljšajo položaj in Rusom podvojijo ceno za ponovno osvojitev ozemlja. Gospodje, vrnili se bomo v nedeljo, če mi uspe, sicer pa v ponedeljek ali torek z novimi informacijami o Iranu, ker traja. Zato naj bo kratko, da bo skoraj kot prenos dogajanja v živo. Torej, hvala vsem, gospodje, in se kmalu vidimo. Lepo nedeljo ali soboto tistim, ki nas bodo gledali v naslednjih dneh.